Zmagovita serija, ki se je začela aprila, se je nadaljevala tudi v maju. Prva majska tekma v Velenju se je končala z zmago 3:1. V primerjavi z zadnjo tekmo nekaj vrnitev, Jasmin Handanović v gol. Po kazni se je vrnil tudi Mitja Viler, po poškodbi pa Marko Šuler. Ob odsotnosti Jana Mlakarja je tokrat od prve minute dobil priložnost napadalni dvojec Luka Zahović, Marcos Tavares. Prva nevarna akcija v 14. minuti, lepo je Dino Hotić našel kapetana, tokrat je njegov strel Pridigar ubranil. Minuto zatem sta lepo dvojno kombinacijo izmenjala Dervišević in Kramarić. V 24. minuti najlepša priložnost v prvem polčasu, lepa kombinacija po levi strani, Viler je žogo zavrnil po tleh, v idealni situaciji je bil Dino Hotić, ki pa ni zadel. In skoraj da kazen na drugi strani 3 minute kasneje, Rajčević je izgubil žogo v obrambni coni, potem pa je Radić prišel do soočenja s Handanovićem, dobro nameril to, da pred golovo črto se je znašel Mitja Viler. Sledil je močan strel z razdalje Amira Derviševića. Drugi poizkus kapetana Tavaresa v 35 minuti, tokrat je bil v vlogi asistenta Zahović, Tavares pa še drugič do soočenja s Pridigarjem in še drugič neuspešno. No, tretjič pa je vendarle bil natančen. Tokrat je bila podaja z leve strani, Zahović je z glavo podaljšal, kapetan pa žogo umiril in zabil njegov 12. gol v sezoni. Prva priložnost v drugem polčasu v 56. minuti, lepa kombinacija Kramarić, Tavares, Kramarić, toda zaključek Kramarića ni bil dovolj natančen. Le 2 minuti kasneje je do soočenja s Pridigarjem nekoliko z desne prišel Zahović. Minuto zatem pa vendarle povišanje vodstva, tokrat kombinacija na robu kazenskega prostora, Tavares je poizkusil s podajo proti Zahoviću, žoga se je odbila nazaj, potem pa neobranljivo v bližnji kot, 13. gol v sezoni in skupno 136. za kapetana. Ja, on je tukaj, ko ga najbolj potrebujemo, vedno na pravem mestu in smo lahko zelo veseli, da imamo razpoložene napadalce. Priložnost za povišanje vodstva v 67. minuti, toda Hotić je bil premalo odločen. Zato pa znižanje rezultata v 75. minuti, po enem izmed kotov v drugem polčasu je najvišje skočil Bijol. Sledila je še ena vrhunska priložnost za Martina Kramarića, tudi tokrat je ostala neizkoriščena. Handanović pa je na drugi strani ubranil vodstvo po strelu Šimunca z glavo. V 83. minuti nova priložnost, tokrat v vlogi asistenta Tavares, Zahović pa preko gola. Zapravljeno je popravil v 83. minuti asistenca Dareta Vršiča, lep lob Luke Zahovića za nadaljevanje uspešne spomladanske strelske serije. Do konca tekme še nekaj razburljivih scen, končalo se je pri 3:1, kljub temu, da sta zgrešila še Vrhovec in Rajčević ob koncu tekme. 6. zaporedna zmaga, ostane še 6, prva naslednja v soboto v Ljudskem vrtu, nasprotnik pa Ankaran. Imamo te 2 točki prednosti, tekmo več, vemo, kaj nas čaka do konca, je pač še teh 6 kvalifikacijskih tekem in kalkulacije ne pridejo v poštev. Zelo malo točk se v letošnji sezoni izgublja in če pogledamo celoto, koliko je bilo porazov pri teh vodilnih moštvih, zelo malo. In potrebno bo zmagati najverjetneje vse tekme in potrebno se je pač pripraviti za to prvo, naslednjo. Zdaj, moja naloga je popolnoma jasna, da mora biti na neko razmišljanje nekoga, da je to zmaga že vknjižena, enostavno to nihče, kateri bo na igrišču oziroma nihče od nas ne sme v to smer razmišljati.